Pozdravljeni, moje ime je Jasmina in že dobro desetletje koordiniram program ozaveščanja varne na internetu. V tem času smo slovensko javnost opozorili na številne spletne goljufije. Naše izkušnje kažejo, da gre za izjemno dobro organiziran in izjemno dobičkonosen posel. Podatki odzivnega centra SICERT kažejo, da govorimo o več 10.000 evrih finančne škode pri različnih spletnih goljufijah. Vendar spletni uporabniki nismo nemočni. Če poznamo osnovne mehanizme delovanja, torej tiste osnovne trike spletnih goljufov, lahko uspešno krmarimo na spletu in varno uporabljamo številne storitve, ki so nam na voljo. Kot boste videli, spletne prevare so povezane s psihologijo in zelo malo s tehnologijo. Glavni cilj goljufov je vzbuditi vašo pozornost in dobiti vaš odziv. V ta namen uporabljajo 3 pristope. Prvi pristop so velike obljube. Drugi pristop je strašenje in tretji pristop je pretvarjanje. Poglejmo nekaj konkretnih primerov. Najbolj tipičen primer so elektronska sporočila, da smo dedič ogromnega premoženja, ki nam ga je zapustil daljni sorodnik. Ali pa nam piše bančni uslužbenec, da so našli skrite račune na banki in prosijo za pomoč pri prenosu denarja. Mogoče pa prejmemo telefonski klic, kjer nam neznanec obljubi, da če bomo investirali nekaj 100 evrov v kriptovalute, bomo na koncu zaslužili več tisoč evrov. Vse to so prazne obljube. Želijo vas zgolj prepričati, da plačate številne izmišljene stroške, obljubljenega denarja pa ne bo. Še en tipičen primer so lažni krediti. Gre za ponudbe za kredite, ki jih lahko zasledite na različnih forumih ali pa družbenih omrežjih. Goljufi tudi postavijo spletno stran, ki se predstavlja kot banka. Ko vzpostavijo kontakt z vami, vam pošljajo elektronsko pošto z izračuni in dokazili. Seveda so vsi dokumenti izmišljeni. Nato želijo poplačilo različnih stroškov, na primer za odprtje računa, plačilo davka in podobno. Žrtve na koncu plačajo več tisoč evrov izmišljenih stroškov in ostanejo praznih rok. Zapomnite si, če nekaj zveni preveč dobro, da bi bilo res, se na koncu največkrat izkaže, da gre za prevaro. Pravijo, da je strah velik gospod in tudi goljufi se tega dobro zavedajo. Ko smo prestrašeni, zmedeni in v paniki, lahko storimo marsikaj nespametnega. In prav na to računajo tudi goljufi, ki z ustrahovanjem dosežejo, da jim pošljemo svoj denar, podatke ali pa omogočimo dostop do našega računalnika. En tak tipičen primer strašenja je elektronsko sporočilo, da je naš poštni nabiralnik poln. Nujno moramo ponovno vnesti geslo za elektronsko pošto ali pa nam bodo ukinili dostop. Ti izgovori so različni. Nadgradili bodo sistem ali pa preverjajo določene podatke. Skratka, nujno moramo vnesti geslo, drugače ne bomo več mogli brati naše elektronske pošte. Če geslo pišemo, se posreduje goljufu, ki tako dobi dostop do naše elektronske pošte. To prevaro imenujemo phishing ali ribarjenje za podatki. In trenutno je to ena najbolj razširjenih spletnih prevar na svetu. Podobno nam tudi pišejo goljufi, ki se predstavijo kot pošta ali pa neko drugo logistično podjetje. Pravijo, da nas čaka paket, ampak moramo plačati evro ali 2 za obdelavo. In ponovno nas strašijo, da če tega ne storimo, bodo paket uničili. Ponudijo nam povezavo do spletne strani, kjer nas pričaka obrazec, ki ga moramo izpolniti. Želijo pa tudi številko naše kreditne kartice. Če na tem mestu vnesete številko kreditne kartice, jo lahko dobi goljuf, ki nam lahko izprazni bančni račun. Lahko pa boste tudi prejeli elektronsko sporočilo v imenu slovenske policije, kjer vam bodo očitali huda kazniva dejanja. Spet gre zgolj za strašenje, naj vas ne zavedajo logotipi policije ali pa podpis direktorja. Vse to je ponarejeno. Poklicali vas bodo tudi prek telefona in se predstavili kot tehnična pomoč. Rekli bodo, da je vaš računalnik okužen z virusom in vam ponudili pomoč. Vodili vas bodo po korakih, vi boste klikali, na koncu pa bodo popolnoma prevzeli nadzor nad vašim računalnikom in vam prek spletne banke izpraznili bančni račun. Zapomnite si, sumljivo je vedno, ko nekdo želi, da vpišete svoje geslo za elektronsko pošto, spletno banko ali številko kreditne kartice. Ne ozirajte se na logotipe in na hude grožnje, kaj vse se lahko zgodi. Ustavite se in ne vpisujte podatkov. Na spletu ni vse, kar vidite, tudi resnično. Zelo enostavno je ponarediti elektronsko pošto, narediti lažen Facebook profil z izmišljenim imenom in priimkom ter ukradenimi fotografijami.
Najbolj tipičen primer takšnega pretvarjanja je ljubezenska prevara. Goljufi ustvarijo lažen Facebook profil, največkrat pa se predstavijo, da so zdravniki ali vojaki na neki mirovni misiji. Vedno so ovdoveli, osamljeni in iščejo sorodno dušo. V dolgih dopisovanjih, ki lahko trajajo tudi več mesecev, z žrtvijo vzpostavijo zaupen odnos. Nato sledijo dramatični dogodki in pa prošnje za denar. Izgovori so različni. Potrebujejo denar za zdravljenje otroka, za potovanje domov ali pa da bi prišli na obisk v Slovenijo. Na odzivnem centru Sicert beležimo zgodbe, ko so žrtve nakazale tudi več kot 100.000 evrov. Žrtve so večinoma starejše vdove, osamljene in zato zelo dovzetne za takšno čustveno manipulacijo. Takšne prevare se ne dogajajo na drugem koncu sveta, ampak tu, v Sloveniji, in so presenetljivo zelo pogoste. Tudi moški so pogosto tarča prevarantov, ki se pretvarjajo, da so mlade in zapeljiva dekleta. Na Facebooku odprejo profil z zapeljivimi fotografijami in pošljejo prošnjo za prijateljstvo. Ko vzpostavijo stik, zelo kmalu pošljejo razgaljene fotografije ali pa celo videoposnetke. Seveda ne svojih, pač pa jih ponovno ukradejo na spletu. Nato še žrtev povabijo, da se sleče. Ko dobijo njene fotografije ali posnetke, začnejo z izsiljevanjem za denar in tudi grozijo z javno objavo posnetkov. Posamezniki, ki se ujamejo v takšno prevaro, lahko doživljajo zelo hude psihične pritiske in stisko. Nikoli naj vas ne bo sram ali strah prositi za pomoč. Kadarkoli dvomite ali niste prepričani, da povsem razumete, kaj se dogaja na zaslonu, prosite za pomoč družinskega člana ali pa prijatelja, ki je računalniško bolje podkovan. Samo en kratek telefonski klic vas lahko reši velikih težav. Če prejmete nenavadno elektronsko ali SMS sporočilo, ki naj bi ga poslala vaša banka, se brez zadržkov obrnite neposredno na banko oziroma pokličite njihov kontaktni center. Podobno tudi storite, če prejmete nenavadno sporočilo, ki naj bi ga poslal na primer finančni urad, pošta, policija ali pa ponudnik telekomunikacijskih storitev. Pokličite jih na številko, ki jo imajo navedeno na svojih spletnih straneh. V Sloveniji so številne organizacije, ki nudijo računalniško usposabljanje in vam bodo priskočile na pomoč. V svojem lokalnem okolju se lahko obrnete na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, medgeneracijske centre, mestne knjižnice ali društva za upokojence in pridobite osnovna in tudi napredna računalniška znanja ter nasvete o varni rabi interneta. Več znanja, kot imate, bolj boste varni. V pomoč pa vam je tudi lahko spletna stran varninainternetu.si. Tam boste našli opise več kot 100 različnih spletnih goljufij in pa tudi nasvete, kako lahko zaščitite svoje uporabniške račune, računalnik, pametni telefon in pa nenazadnje tudi svoj bančni račun.